Lepo pozdravljeni na prvem ponedeljkovem srečanju v novem letu. Lep pozdrav in vse dobro v letu, ki je pred nami, pa še potem naprej. In novo leto so novi začetki, ampak najprej vstopimo v novo leto. Kakšen je bil tvoj vstop v novo leto? Klasičen, kot vsako novo leto. Potrudim se, da grem čim prej spat, vsaj do 9, ker potem 15 do 12 vstanem in grem v hlev. Preprosto zato, ker čeprav živim na samem, se žvižgi raket slišijo do mene in kapri pač razložim, da pač ni nič narobe. Žal mi je, da ne morem iti tudi k ostalim mojim sosedom, živalim, ki so v gozdu, ker jih to žvižganje gotovo silno zbega in jaz ga pač ne razumem. Naj mi bo dopuščeno, da tega pač ne razumem, zakaj ta potreba tega spuščanja strašljivih zvokov. Torej, nekje 15 čez polnoč sem pri kapri, ona ves ta čas seveda vztrajno fehta za jabolka, jaz si delam čim bolj mala jabolka, pa si mislim, pa se novo leto moramo nazdraviti. Tu pa tam še jaz kakšno jabolko maznem, po tistem grem pa v kapelo in se notranje povežem z mnogimi, čeprav na vide sam, nisem nikoli osamljen. Mi imamo v globini lastnega jaza povezavo z vsemi. In če nisi tuj samemu sebi, če se znaš prebuditi v globino, sem hotel reči eno filozofsko besedo, grdo sebstvo, ampak je sebe, bom rekel, svoje biti, potem se zaznaš v sočutenju, ne samo s sočlovekom, ampak v bistvu se lahko notranje povežemo z vsemi. To je zame nekaj zelo blagoprijetnega. In takrat pošljem notranji duhovni pozdrav in blagoslov mnogim, ki se tega niti ne zavedajo, tudi vam. Pomislim, čeprav se vsi osebno ne poznamo, pomislim tudi na vas, s katerimi se takole srečujemo preko pomoči knjižnice Šmarje pri Jelšah in vseh teh mojstrov, ki so tamle za kamerami, in sem za to hvaležen. In potem stopiš v novo leto, ki prinaša nove začetke. Zdaj običajno ljudje rečemo novo leto, zdaj bo pa vse drugače, zdaj bomo pa začeli na novo. Kako je s tem? A je res tisti en datum odločilen ali je kaj drugega, da nas primora k novim začetkom? Torej, nekateri ljudje so res karakter, bom rekel, in ko si rečejo, recimo, vem kar nekaj oseb, ki je močno preveč pilo alkohol, mislim, ne, vodo je dobro piti, in si je reklo, bom nehal, ali pa cigarete, in so nehali. To so izjemno močni karakteri, moj poklon tem ljudem. Sam nisem tak, sam potrebujem močno besedo. Recimo, ko sem bil pri urologu in mi je rekel možakar, doktor, vas ne bomo mogli operirati, če bo potrebna operacija na prostati, ker ste predebu. Sem izkoristil to njegovo besedo, torej šok, da sem ga vzel za res. Čeprav sem vedel, da pretirava in potem mi je kolega urolog rekel, da temu ni čisto tako, ampak sem izkoristil šok situacijo. Tako lahko izkoristimo, recimo, ko se nam zgodi nekaj takega, kar nas notranje zaznamuje, bom rekel, na nek način pretrese, ker to si možgani zapomnejo. In lahko izkoristimo tisto, da si nastavimo nek nov začetek, recimo, ali v odnosih, ali v delovanju, kakorkoli. Ker sam sem, recimo, ob novem letu si že marsikaj zadal, pa mi še vedno ne uspeva najbolje. Recimo, da bom zjutraj, ko se zbudim, najprej pomislil na par stvari, ki so mi lepe v dnevu, še vedno, kljub nekaj letni vaji in odločitvam, da bo pa tokrat drugače, pomislim najprej, kateri dan je in kaj me čaka kot tisto obremenjujoče. Torej, tu še nisem naredil napredka, naprej bi bilo fino. Mi še ni bilo potrebno, bom rekel. Nekaterim pa to uspe. Takrat so mi rekli mladi v komuni, da bi potreboval 3 leta komune, da bi se naučil živeti bolj radostno. Moram priznati, da bi potreboval več let komune, verjetno več kot vsak izmed vas. Bi pa rekel, da komuna je v bistvu skupnost, ko posvetiš ti določeno obdobje življenja, zato da se rehabilitiraš oziroma uvedeš v način življenja, ki ti prinese več zadovoljstva
osebno in v medosebnih odnosih. Ne? In res komuna je nekaj takega, recimo budisti, mnogi gredo za 1 leto v samostan, si privoščijo 1 leto odmika, zato da sebe uravnovesijo v bolj žlahno sočutenje, sobivanje. Ne? In to leto nikakor ni izgubljeno. Ne? Torej jaz nisem šel za 3 leta v komuno, imam vsako leto kot to temeljno vodilo, ampak ja, očitno me še nekaj ni primoralo, da bi se res zgodila v glavi tista sprememba. Ne? Mora biti neki šok, da te to primora. Ja, ampak vsi ne moremo si privoščiti odmika 1-letnega ali. Ja. Lahko si pa privoščimo neke trenutke v dnevu, kjer lahko ozavestiš stvari, ki te težijo ali ki jih moraš spremeniti. Verjetno je to pomembno. Ja. Naši predniki, pa nekateri še sedaj imajo 3-krat na dan postanek, ne? Zjutraj, opoldne, zvečer, takrat celo zvon pozvoni, ne? Da bi te spomnil. In tukaj gledam kmetije, ne? Imajo mnoge domačije, imajo nekako 100-200 metrov od hiše, imajo ob domu imajo kapelco. Ne? To pomeni, da greš in dejansko prezračiš misel, umiriš čutenja in se duhovno stabiliziraš. To je zelo, zelo pomembno, ne? Ker drugače, ker pravimo, nekako hitro čas teče, med drugim tudi zato, ker ga ne znamo ustavljati. Ne? Če pa ti imaš dneve, v dnevu trenutke, ko se ustaviš, dejansko moramo biti danes mojstri ustavljanja časa. Ne? Te bi rekel nore naglice, ki te kar naprej nekam vleče, kar naprej moraš, ko neko delo dokončaš, namesto da bi se dol usedel, pa rekel, wow, kako dobro, ne, pa malo se poveselil, pa užival v tem, ne, potem že misliš, jo, kakšna gospodinja, zlikala sem, zdaj me še čaka to za jutri, pa tisto, je že vse naredil, ne, in sebe privedeš v tako stresno situacijo, da je pa potem zvečer težko zaspati, ker si pod adrenalinom, ne, ker si v tisti napetosti. Ja, mojstrstvo ustavljanja časa, mojstrstvo vračanja k samemu sebi, mojstrstvo iskanja ravnovesja, mojstrstvo iskanja spokojnosti, ker potem mnogo bolj spokojno, bi rekel, na ravnovesju pletemo tudi medsebojne odnose, kar je pa pomembno, ne? Ker pa vse samo na hitro, tisto živčno in prenapeto. Bom povedal primer družine, kjer starša običajno skliče ta sestanek, ne, z svojimi otroci, ko je potrebno, pravi gospa, predvsem na začetku šolskega leta, pa na koncu šolskega leta, pa če je vmes kaj potrebno, ne, da jih stimulirate, da jim date spodbudo. Ne zato, da bi jih šimfali, ampak najprej je treba podpreti, tu si dober, tu bomo še malo stopili skupaj, pa te podprli, da boš lažje se soočil z naporom. Je pa rekla, ja, nekega dne pa je sin rekel, bi rad, da pridemo skupaj na sestanek. In je potem preprosto povedal, da tako ni več fajn živeti, da se sploh več osebno ne srečajo, samo še na nivoju obveznosti, da samo še nekaj norijo, da starši, ker želijo, da bi bilo vse dobro, mu kar naprej govorijo samo to, kar še ni dobro, kar pominjajo samo na obveznosti, da njega kot osebnosti sploh več ne srečajo, ne. In Bogu hvala, da je ta otrok sklical ta sestanek, ker je, no to je tisti šok, ne? Ker je ta šok pomagal, da so preuredili oziroma razbremenili ritem sobivanja. Ne? Je potreben bil šok. In ta otrok je dal tisto šok terapijo, ki je dala starše misliti in so izkoristili to. Lahko bi rekel, kaj boš ti govoril, kaj pa ti veš, ne? Koliko imam jaz skrbi, pa to, laj bi se izgovorili, pa otroka povozili. Ampak življenje nam kar naprej ponuja priložnosti, da bi bili bolj srečni. Nas hoče na nek način, življenje je zelo naklonjeno do vsakega izmed nas. Ne? Toliko znamenj daje, toliko priložnosti, da bi se res ustavili, da bi zadihali, da bi nam bilo lepše in bolj radostno živeti. Ne? Ker v bistvu, kaj je namen tega leta pred nami, da bomo to pa to naredili. Marsikaj bomo naredili. Ampak fino je, da bomo ujeli sebe in uskladili sebe v tisto notranjo spokojnost, zadovoljnost, umiritev, tisto okusnost, bi rekel, blagoprijetnost v medsebojnem sožitju. Ne? To je tista sol, to je tisto, kar se ne vidi,
Navzven je pa zelo, zelo pomembno, kaj ti daje, vsemu daje pečat, vsemu, kar naredimo, vsemu, če ni tega nevidnega dodatka, za katerega smo poskrbeli, da nam bo dobro živeti, da nam bo prijetno, ne? Potem nekaj manjka, potem je plehko, potem bomo skušali to nadomeščati na razne načine, ne vem, kaj si bomo potem se privoščili. Ampak mi moramo pogruntati, da ne bomo neslani, ampak da bo vsak dan imelo tisto ščepec dodatka, zaradi katerega bo vse, kar je in kar smo, bolj okusno in pa bolj prijetno. In to, pravzaprav to želimo, ne? In v tej smeri je treba usmeriti misel in pa seveda potem delovanje. In naredite si lepo leto, vsi skupaj si naredimo lepo leto. Ja, poiščimo tiste fine dodatke, ki so nevidni, imenuje se pa sočutje, zaznavnost, ne? Spodbuda, vse tisto, zaradi katera nam bo kljub vsemu to leto, ki je pred nami, ena dobra in zanimiva priložnost. Srečno.